Vsak kos pohištva ima svoj karakter in nosi svojo zgodbo, pravijo v Knofu. Pri njih lahko najdete povsem uporabne kose, od mize do kavča, pa tudi retro izdelke in takšne s podpisom znanih oblikovalcev. Eden takih je stol industrijskega oblikovalca Branka Uršiča, ki so ga sestavili na uradnem odprtju salona. Mi pohištvo očistimo, obnovimo, določene kose tudi v Knofu rečemo upcikliramo, torej kreativno nadgradimo v nove kose. Tam si boste lahko pogledali potem te naše recimo pisarne, ki so bile zdaj v času covida zelo aktualne, ko smo delali od doma. Nekateri kosi postanejo takšni, kot so. Tu so tudi določeni ikonski kosi, ki smo jih odkupili od zbirateljev in so zelo zaželeni na trgu, tako kot recimo stoli, Rex in podobni posebni kosi, česka in tako naprej. Pohištvo pridobijo tudi prek donacij in iz kosovnega odpada. Želela bi mogoče izpostaviti, da smo ta projekt Salon oblikovali skupaj z Kostakom, komunalnim podjetjem Krško, kjer delamo kar neke pionirske korake na področju izdelave sistema, izločevanja še uporabnih predmetov iz kosovnih odpadov, torej večjega odpada, do potem kategorizacije, obnove in pa seveda tudi prodaje. Brez prodaje ni ponovne uporabe. V sami hierarhiji odpadkov je ponovna uporaba zelo pomemben člen, takoj za preprečevanjem nastajanja odpadkov, meni direktor sektorja komunala pri družbi Kostak Jože Leskovar. Čeprav v skupni količini odpadkov ne predstavljajo veliko količino, vendar pa z postopnim, vključevanjem vseh občanov v možnost ponovne, nabave teh izdelkov in pa osveščanja, pa mislim, da bomo dosegli rezultate, ki bojo dali ponovno še dodaten zagon tudi, zavodu Knof in pa podjetju Kostik in pa občini, da bomo spodbujali ponovno uporabo. V okviru tega projekta so v Knofu izvedli kar nekaj raziskav. Zanimalo jih je predvsem, kdo so njihovi kupci. To so predvsem kakšni oblikovalci, ljudje, ki cenijo ta trajnostni vidik, ljudje, ki si želijo unikatnih kosov pohištva, posebnih kosov pohištva z zgodbo. Poudarjamo, da je vsak kos unikat, kar nosi svojo zgodbo. Salon se nahaja v nakupovalnem centru v Krškem, v tako imenovanem šopingu, in je del krožnega laboratorija Knof.